He is interfering in all independent institutions such as police, prosecutors, media, journalism, trade unions. He wants to infiltrate in every scope of the society, put his own people there, and basically he's working for his own interests, not for the interests of the people. So because of this, because of the lack of trust in this political party and in this whole coalition, we want a re-election. How come that you protest for 81 weeks now? What is the main motivation? What do you think is the recipe for such long-standing protests? Yeah, basically everything started while we were in the lockdown and we couldn't go on the street, but we all know that this is not our government. We didn't vote for it, Janez Janša. So we started protesting from our homes, from the balconies, where we started putting posters on our windows saying like, this is not my government, they're not doing it in my name. And since then we came on bicycles, we came on the street with those main demands. And the protest, I would say the recipe is to be provocative and to be creative as well. Because although we have this one main demand, every week we point out a new subject that is going to rebuild the Slovenian society. So it's not always the same. We are not, just standing here and shouting. We are actually developing the alternative. So I would say that this actually motivates people to come here every day, although of course it's exhausting. And at the beginning, nobody thought that we will have to do it 80 weeks. We assumed that if the majority in Slovenia wants to have early elections, of course the government will hear us and they're going to step down. Janez Janša doesn't hear citizens. Okay, what kind of scenography? Is it a good English word, whatever? Did you prepare for tonight? What kind of creative ideas did you put up in the last 8 weeks? So basically, for the past couple of weeks, we are preparing the demands, and then people can exercise democratic principles, and they can vote about the demands. They can put priorities. They can express the political measures they want to see from the political parties. So we're going to do that, but moreover, we're going to take over the streets because the police doesn't actually allow us to protest, and they are trying to prevent protesting on the streets. So we're going to take over the streets. And today we're also going to send a strong message to Prime Minister and one of the ministers, Matej Tonin, because they said that they don't want to receive, any kind of messages. So basically we're going to kind of occupy the post office and we're just going to send them postcards with very concrete those demands. And in the past we have done so many different things. We had protests in the cars, we had protests on the river, we had protests on the lake. We have visited main institutions such as different ministries, but also National Press Agency, the government, the police ministry. Basically, we go where the main symbolic places are, and the main principle is, of course, to show that the squares and the streets belong to the people, and we do have a right to protest, although this government is actually jeopardizing our freedom of expression. How many Slovenians or people are joining you in the protests? Is it dependent from week to week? Can you tell me what was the most people that came to the protest and what is the average? Well, now I would say that it's a couple of hundred, maybe sometimes 1,000 people, but in May we organized the biggest protest and we managed to gather 40,000 people here in Slovenia. And what we're in Ljubljana basically, and what we're planning for the upcoming week is of course to organize another big protest. We don't expect that citizens from all different towns or villages from Slovenia are going to come here every week because this might be difficult for them, but every once in a while we really send a message, come, this is the main protest. So on 12th of November we're going to present 100 civic society demands towards the politics, and we're going to gather again thousands and thousands of people claiming those demands. When are the protests going to stop? As soon as the government collapses, but even then, if the whole system, if the politics in Slovenia doesn't drastically change, we might continue with the protests. What you spoke about it a bit. What is the relationship between the police? Do you think that the police behavior is correct? Is it excessive? From the interior minister, can you tell us a bit more about that? The police, sometimes it's very understandable and they respect our freedom of expression, and then one of the sudden, once they get in
instructions from the Minister for Interior Affairs, they have to react. And because of this, we're facing a lot of police repression, violence. They are putting fines. We already collected for more than 20,000 fines for just protesting on the street. At some point, government even said that protesting is not allowed. We had to challenge this decision, so we went to the Constitutional Court saying that, of course, freedom of a protest should be secured. And the Constitutional Court said yes. So most of the fines that we have already paid should not even be in place. And what we can see that the Minister for Internal Affairs, he is trying to kidnap the police for his own agenda. He's literally interfering, he's giving orders, and he literally said that he wants to see more repression on the streets against him. Всяка ситуация се човек мора neki новega научити. In iz trenutne situacije sem se naučil to, da se ljudje ne premaknejo, dokler se ne dotakne njih.
Nimaš podobe, nimaš primka, sovraštvo razsajaš brez imena, brez slike, se prav ne obstajaš. Močen sem ka stena, ne gre za popularnost. Rek Merlin spremenu sanje v realnost. Nimate ljubezni, ubija vas zavist. Resnico pišem, tu če ne gre mi v korist. Se ne delo politikov, na mene zdaj ste jezni. Greh vseh grehov je pomankanje ljubezni. Vsi, ki ste veseli, ker so status mi vzeli. Moja duša je svobodna, vaša duša je papir. Ostajam zver, posluš me simuliti. V penzijo mrš ti in zmago plemeniti. Budimo temeljiti, ljudje smo takih siti. Jebaš ministra, ki ima glavo, ja ne zaviriti. Ne repam za zabavo, nikom ne bom tih. Moja mati je Slovenija, potar je pa bih. Delava ne pravila, pridem kad čebela, svobodna sem kot ptica. Jezo kontroliram, oči njim odkinam, politik resnica. Stop, fašizmu svobodov sem, zdaj mi čas završil, če se da pridemo ven. Stop, fašizmu svobodov sem, zdaj mi čas završil, če se da pridemo ven. Brezmadežni, lopov in diktator, on ni nič kriv, jaz prodal sem Mercator. Svobodo omejil, tvoj čas se izteka, s vsemi sredstvi si se spravil na enega človeka. Ne, nisi demokrat, ker prodajo vsi orožje, vem zvečer ne more spati. Roke so krvave, naše roke so pa čiste. Sodni dan je blizu, kot te pojejo gliste. Šrdi, kdo bo Kamenbergu prvi? Ne moreš me pišat, soško fronto imam v krvi. Dragi državljani, Janez jede v supravo. Janez ni država, Ivan toži po državo. Ti si se spremenil, barve si zamenil. Vsi na volitve, da bo prešasti po penu. Lev, ne desen, nek sem državljan. Pa narod svoj deliš, kot raztresem po glavar. Delava ne pravila, pridem kot čebela, svobodna sem kot ptica. Jezo kontroliram, oči njim odkinam, politik resnica. Stop, fašizmu svobodov sem, zdaj mi čas završil, če se da pridemo ven. Stop, fašizmu svobodov sem, zdaj mi čas završil, če se da pridemo ven. To je uničil. En, dva. Protestnice! Protestniki! Kolesarke! Kolesarji! In vsi ostali pešci seveda in pripadniki medijev in pa v velikem številu pripadniki nekih uniformiranih sil, ki nas spremljajo. Že 80 petkov smo na ljubljanskih ulicah. No, kljub temu, da se vedno in na različne, vedno nove načine poskuša ljudi spraviti dol z ulic, da se poskuša ljudem omejevati ustavno zagotovljeno pravico do tega, da se izrazimo v javnem prostoru, mi vztrajamo. Zadnji primer tega omejevanja ustavno zagotovljene pravice do zbiranja in izražanja v javnem prostoru se je zgodil ravno pred enim tednom, ko smo se protestniki odpravili pred Ministrstvo za kulturo, kjer je bilo jasno, da ni dovolj prostora, da bi bili vsi na pločnikih in da je logično, da smo kot del spontanega protesta na ulici pred Ministrstvom za kulturo. Zraven pa, nažalost, policija še vedno se uklanja diktatu politike in še vedno poskuša ožati te naše ustavno zagotovljene pravice in je tako prejšnji petek, kljub temu, da nismo na noben znaten način ovirali prometa, popisovala ljudi zaradi spontanega protesta na ulicah, kar je nesprejemljivo in sramotno. Ne bomo pustili, da se naše pravice omejujejo, da se jih odzema in da se poskuša na ta način tudi spodbuditi konflikt med protestniki in policijo. Ne bomo. Še enkrat za vse, ki mogoče spremljajo od doma, da se zavedamo, čigave so ulice? In s tem
ko rečemo naše, mislimo od vseh prebivalk in prebivalcev te države, ki se imajo pravico izražati v javnem prostoru skladno z ustavo. In nihče jih nima pravice pri tem omejevati. Sploh pa ne ljudje, ki so prisegli, da bodo spoštovali človekove pravice in da bodo delovali humano. Današnji protest je namenjen temu, da med drugim tudi predstavimo zahteve na področju infrastrukture, stanovanjske problematike, ki je rak rana te države že desetletja, in pa zelene mobilnosti. In bi zato povabil najprej začetek pred mikrofon, da spregovori par besed Janeza Stariho iz Liste kolesarjev in pešcev, ki je med drugim tudi zagnan pedalar, protestnik in pa celo kolesarski župan Ljubljane. Dober večer. Danes bom nekaj povedal o trajnostni mobilnosti pa o zelenem preboju. Slovenija žal že več desetletij izvaja izjemno škodljivo prometno politiko. Gradimo predvsem avtoceste, ceste. Zelo malo se je v zadnjih 3 desetletjih vlagalo v železnice oziroma v javni promet. Praktično nič. Zdaj v par letih mogoče smo kupili ne par vlakovnih kompozicij, pa odprli eno staro novo progo proti Kočevju. Tako da stanje je alarmantno, še posebej v Ljubljani. V Ljubljano se vsak delovnik zjutraj prikotali 150.000 avtomobilov. Zaradi tega imamo izjemno slab zrak. Danes recimo, če ste kaj spremljali, smo zmerali okrog 3 popoldne vsebnost delcev PM2,5 142. Vse, kar je nad 100, pomeni, da je nevarno za zdravje in se ne priporoča, da osebe, ki imajo šibko zdravje, grejo sploh ven. Žal, premalo kolesarimo. Premalo kolesarimo pa zato, ker imamo slabo kolesarsko infrastrukturo. Kolesarska infrastruktura bi mogla biti taka, da bi se otroci zjutraj peljali varno v šolo. To se ne dogaja. Pri nas je delež otrok, ki se pelje v šolo, v bistvu toliko nizek, da ga sploh statistika ne zajame in znaša manj kot 1%. Naprimer, na Danskem je to med 35 in 40%. Ko bomo naredili infrastrukturo tako, da bodo steze široke, da bodo steze varne, da bodo recimo, ko bo obvozi, da bodo ti obvozi pri gradbiščih varni, da bodo šli široko okrog, da jih sploh ni, da potem verjetno vas veliko kolesarjev v Ljubljani. To je katastrofa. Moram reči, da jaz se vsakodnevno borim s tem, skoraj vsako uro v dnevu, se borim za tem, da bi imeli boljše pogoje za kolesarje in sej počasi nekam prihajamo, ampak zelo počasi. Tako da, kar se pa tiče javnega prevoza, to je pa rak rana in Ljubljane in Slovenije. Javni prevoz v Ljubljani, a veste, koliko je povprečna hitrost avtobusa v Ljubljani? 17 km/h. To je zelo konkurenčna zadeva. Tako da kolesarjenje je pač osnova. Tudi jaz mislim, da prevozno sredstvo prihodnosti verjetno ne bo električno vozilo, električni avto ali pa avto na vodik ali pa mogoče kakšno leteče plovilo. Jaz mislim, da bo kolo. Čim več kolesarjenja, izboljšati javni potniški promet. V Ljubljani nas kolesari, dnevnih kolesarjev je okrog 11,3% prebivalcev, to je 33.000 kolesarjev, kar je kar spodbudna številka.
Je pa res, da po drugi strani pa prihaja v mesto teh 150 tisoč avtomobilov, za katere potem mestna občina res vlaga izjemne napore in denar, da se pač gradijo nove ceste, širijo se ceste, ne da se širijo kolesarske steze, da se širijo pločniki, da se izboljša promet javni. Ne. Tukaj je problem. Ne. Ljubljana je avtocentrično mesto, mora pa postati mesto kolesarjev in pešcev. Hvala lepa. Torej, slišali ste, na kolesa ne samo v petkih, ampak tudi po vseh ostalih dnevih, če le to dopuščajo pogoji, kar pa večinoma dopuščajo. Zdajle pa mi je v čast in ponos, da lahko napovem eno umetnico, ki se ne pusti utišati, ki pove, kar ima na jeziku in ki se zoperstavlja ponosno tej diktaturi že desetletja, med drugim pa je tudi dobitnica Ježkove nagrade letošnje. En velik aplavz za Svetlano Makarovič. Za nami je leto in pol vladavine gospodarja muh. Mušje leto, leno leto, leto mušje in mušičje, lepka slina v ustnih kotih, leto samče in samičje, valjastih trebuhov rod in ličinke vse povsod. Mušji praznik, mušji plesi, dnevi z mušjimi očesi. Mušje leto muhasto, dlakasto, lenuhasto, muhe site in pijane, muha, ki si roke mane, muha, mušičenje, prazno besedičenje, sirjejo nam v pitno vodo, omejujejo svobodo, kot bi se na kaj spoznale, o kulturi bi čvekale, o morali bi čvekale, o vrednotah bi čvekale. A muhač, ki črbom vlada, našel svojo je vsebino, da s strupenim domoljubjem bi spreminjal zgodovino, terjal danost in posluh, gospodar straniščnih muh. Muhe zvesto mu sledijo, v lastnem smradu se plodijo, bolj ko žrejo, bolj so lačne, bolj sovražijo drugačne. Ni kam glave položiti, nimaš s kom spregovoriti v letu muhastih poti, v tleh razmazanih ljudi, kar je eden, to so vsi hlapci, muhci, janševci. Za Svetlano Makarovič. Bravo. Zdaj pa bi mal iz kulture, ki jo imamo in hvala Bogu, da jo imamo, se preselili na področje stanovanj, ki jih pa nimamo, in stanovanjske problematike, in bi povabil pred mikrofon Klemena Ploštajnerja,
sociologa in nekoga, ki se ukvarja že vrsto let s področjem stanovanjske problematike in tudi predstavnika organizacije SOS najemnine. Najemniški SOS. Klemen, prosim. Težko nadaljevati po taki pesmi, če bom pol toliko zabaven, bo dobro, ne? Namesto, da bi pač jaz govoril, bom raje prebral nekaj zgodb, ki smo jih dobili na najemniški SOS in jih povezal z situacijo, ki jo imamo. Prva je, moj problem pri stanovanju je ta, da ne želijo otrok. Vem, da imajo pravico oddati, kot želijo, vendar sem v stiski, ker me ne vzamejo zaradi otrok. Sporedna zgodba. Enosobno stanovanje v centru se oddaja 50 € za noč, odglašuje se kot Experience Ljubljana as it used to be. Ponovno ena druga zgodba. Oba zaposlena, otrok star 12 let, živimo na 20 kvadratnih metrov. Ena soba plus mini kopalnica in temu rečejo danes garsonjera. Sporedna realnost. Stanovanje v Šiški, 62 kvadratnih metrov za 870 € plus 200 € stroški. Če vzamemo zdaj naslednjo zgodbo. Par z dvema plačama okoli 1100 €, kar so približno plače policistov. Če se globoko zadolžita par za 30 € in za 30 let in vzame najvišji kredit, ko ga lahko dobi, in na mesec plačuje približno 1200 € samo za kredit, kar je pač možno, glede na pravila Banke Slovenije, lahko dobi približno 200 000 € kredita. Zdaj pa pogledamo sporedno realnost. Tacen 80 kvadratov 300 000 €, center 65 kvadratov 280 000 €, Koseze 50 kvadratov 230 000 €. Vidimo pač te dve realnosti. In zdaj še naslednja. 10% ljudi, ki so prijavili za neprofitno stanovanje v Ljubljani, je na teh razpisih uspešni. Vemo, da veliko ljudi se ne prijavlja, vemo, da je pač neka zelo konzervativna ocena, da približno 4000 neprofitnih najemnih stanovanj manjka v Sloveniji oziroma v Ljubljani. Druga vzporedna realnost, tule v radiju približno 500 metrov, bi rekel, se gradijo 3 projekti, ki vključujejo vsak en 50, en 70, en pa malo manj stanovanj in se prodajalo oziroma se bodo prodajale pod 5 do 8 tisoč evrov. To so nekako te vzporedne realnosti, v katerih živimo v Sloveniji, in če iz tega nekaj izpeljemo, lahko izpeljemo, da stanovanjska problematika je predvsem problematika neenakosti. Zelo različnih pogojev, zelo različnih zmožnosti. In stanovanje, ki bi moglo predstavljati nek dom, neko toplino, neko varnost, za veliko nas predstavlja nekaj, kar nam vzbuja strah, negotovost, bremena, stiske in nas predvsem ovira pri zagotavljanju drugih pravic in zasledovanju drugih potreb. To pa je posledica ne samo te vlade, ampak vseh vlad v zgodovini Slovenije, ki se stanovanjski problematiki niso posvetile oziroma celo obratno svojimi politikami so jih spodbujale. Če zdaj v tej vladi pogledamo, naprimer, Airbnb obdavčen nižje kot najemnine, kot obdavčitev najemnin. DUTB prodaja zemljišča, ki so zelo kakovostne za gradnjo po zelo visoki ceni, na katerih se bodo pol gradili luksuzni projekti, namesto da bi se na njih gradila neprofitna stanovanja. Prostorski načrti, ki se sprejemajo, pa prostorski načrti izjeme, ki se sprejemajo, dovoljujejo gradnjo, kot je naprimer pač nedavno sprejeta izjema, da ne bomo imeli niti tiste minimalne kulture, ki je bila v Šelenburgu oziroma bivšem Kolizeju obljubljena. In ne nazadnje davčna zakonodaja, ki jo predlaga ta vlada, vodi v to, da se bodo cene nepremičnin večale, zaradi tega, ker bogatejši, ki jih bo davčna zakonodaja razbremenila, bodo vlagali v nepremičnine. Zaradi tega rabimo pač stanovanjsko politiko, ki bo, zdaj ne bomo naštevali, tukaj imate par predlogov naštetih, ampak mora vsebovati 4 osnovna načela. Prvo osnovno načelo je, da je dostop do kakovostnega, primernega in dostopnega stanovanja je v jedru te stanovanjske politike. Drugič, stanovanja niso blago, to pomeni, da mora ta zakonodaja in ta regulacija prepovedati špekulacijo, omejiti luksuz in, kar je pomembno, prerasporediti tudi obstoječe neenakosti, ki obstajajo. Tretjič, mora biti vpeta v skupnostno in javno infrastrukturo, to smo prej poslušali, kar se tiče kolesarjenja, prometa, parkov, šol in zdravstva. In četrtič, mora biti močno speta z zeleno in trajnostno politiko. To je to.
Z nami je danes tudi drugi, bomo rekli, izmed dveh najbolj osovraženih ustvarjalcev strani janšistov in njihovih podrepnikov, Zlatko. Ki je ravno tako za današnjo priložnost, oziroma danes bo ob tej priložnosti premierno predstavil en nov komad. Zdaj, gledamo, če malo imamo tehničnih, izgleda še izzivov, ki se jih rešuje. Tako da bi mogoče počakali še sekundo. Ni problem, ne, vse. Tako je, čakamo že 80 tednov. To je, smo navajeni potrpljenja in tudi potem smo navajeni, da moramo praznovati male zmage, ko jih končno dosežemo, ko uspemo obraniti kakšno izmed pravic vsaj ali pa preprečiti dodatno šeropanje na kakšnem področju. Če smo že pri tem, bi vas še enkrat spomnil vse tukaj, da če še niste, dajte v ponedeljek, prosim, iti na upravo. V ponedeljek je praznik, v redu, dobro. Sem pa gledal, kaj je zdaj. Lahko tisti, ki imate digitalno, lahko že jutri ali pa danes ali pa tudi v ponedeljek oddate svoj podpis. Za ostali, ki nimate digitalnega certifikata, boste morali počakati do torka, ko ni več praznik, in takrat iti na upravno enoto in oddati svoj podpis za delavske pravice. Podpis za spremembo zakona o delovnih razmerjih, ki si prizadeva to, da se končno ukine ta možnost tega, da delodajalci dajo brez kakršnega koli razloga opomin pred odpovedjo svojim delavcem, kar se zlorablja v Sloveniji. Primer te zlorabe in zastraševanja smo videli na primeru policijskih delavcev, ki so bili potem, ko so odstranili neonaciste, ki so poskušali overati našo proslavo za trga Prešernovega, so potem dobili te opomine in ravno tako, recimo, aktualen primer delavk in delavcev v Lidlu, ki si organizirajo svoj sindikat v boju s to multinacionalko in so ravno tako nekateri od njih dobili opomine in potem bili tudi odpuščeni zaradi svojih sindikalnih dejavnosti. Delavke in delavce moramo zaščititi in moč je v naših rokah, da greste vsi v ponedeljek, v torek, na upravno enoto in povabite tudi svoje prijatelje, znance in družinske člane, da oddajo ta podpis in da jih prisilimo v tej zgradbi tukaj noter, da se izjasnijo in da se jasno pokaže, kateri poslanci so na strani delavk in delavcev, kateri poslanci pa so na strani kapitala. Odgovor je najbrž že vnaprej jasen, ampak morajo to ljudje videti in slišati. Zdaj pa mislim, da smo pripravljeni in prepuščam mikrofon Zlatanu Čordiću. Hvala, Jaša. Dobro večer, jaz se ne upam preveč razmišljati na glas, niti govoriti, ker se zna zgodi, da me bodo spet odpeljali. Samo ne bojte se, ker to počnejo protipravno, nam ne ostane nič drugega, kakor da še bolj ustvarjamo in še bolj svobodno mislimo, razmišljamo in pozivamo na predčasne volitve. Prosim za glasbo. Živje. Aha. Ja. Gospodar moj, na te vedno se zanesem, obračam ti se javno, naj me slišijo, da še glesem, nisem resen, lahko prenesem vse izkušnje, v svetu kapitala ni časti, postali smo duše, zaviti v tišino, borimo se za službe, ko misli
Upam na večino, vidim moderne sužne. Dokler me ne vzameš, bom pisal to, kar vidim. Razmišljal bom na glas, naj pišejo, da sem nasilen. Če je to dobro protestirati za promocijo, povejte glavce, za kva se drugi ne odločijo. Protestiram, ker je prav, ne pravica jeme. Mene ne moreš kupati, svoboda nima cene. Mene lahko začutaš, če s to emocijo brez delaš na delu, spet se vrača z novo porcijo. Krute resnice, s modrimi vprašanji, na kaj smo lahko ponosni, povejte državljani. Narava, šport, kultura, ni uspeh politikov, dvojna merila pokajo po šivih mavje kritikov. Da sem homofob, sem prek Tvita zvedel, če ne bi troli me napadal, sploh ne bi vedel, koga p***a gej doktor, ni moja stvar, bolj se pokajo po šivih, opa snema se bačmar, na davko plačevalski denar, meče ga na roke, sem to ne sme v javnost, ker ima ženo in otroke, verjetno ni edini in res mi ga je žal, pa spisal sem posnetek, tudi on je sam človek, sem fakt človek, komu sploh je za verjet, bi bil medijski molk, če župan bi bil posnet, svet je lep, samo ljudje so umazani, o medijski svobodi naj nihče več ne razlaga mi, nisem pozabil vseh laži, ki jih o mes otrosel, zato vam pišem spoved, da boste me zastopil, več sem zgubil, samo za nič ni mi žal, ne rabo sponzorjev, da vas zanimo bom odšel, ker vidim nepravico, da se delam slep pri službi proti očetu, vem ne moreš verjet, kje si Greg, ko mi čakam, da te srečam, resnica vedno zmaga, lažne ovadbe sekam, eno za drugo zdaj, nismo več odsetniki, bitko bijem naprej, ne sam s tremi odvetniki, poetika molčijo, ne morajo biti umetniki, domači zvezdniki, materialni ujetniki, Minka Jerebič, gospa, ki lažno priča, črni zlate ne grozi, odvetnik mi je priča, resnico govorim, za lažni imam potrebe, za razliko od lažnih hlapcev, Janeza Pozebe, resnico govorim, za lažni imam potrebe, za razliko od lažnih hlapcev, Janeza Pozebe. Hvala lepa, družba, držite se, držite glave gor, srečno Slovenija. Evo, če niste, besedilo si lahko poslušate potem še enkrat doma, je dostopno na YouTubeu. Zdaj pa čakata nas še dve pomembni akciji danes na tem protestu. Prva akcija, za katero rabimo vašo pomoč in podporo in sodelovanje po principih direktne demokracije, bi predstavili današnje konkretne zahteve politiki na področju stanovanj, infrastrukture in zelene mobilnosti. Bi rabil par prostovoljcev, da pomagajo prijeti tele table, če se lahko opogumite, pogumni protestni udarniki in zagrabite kakšno, evo, enega že imamo, še ene 10 vas bo moralo biti, super. Evo, to, pogumno, hrabro. Še enega rabimo. Kdo je ta? Ne, evo, super. Tako, odlično. Osem zahtev današnjih, o katerih bomo demokratično jim določali prioriteto stališča protestnikov. In sicer prva zahteva. Zahtevamo prehod iz sive v zeleno mobilnost. Kot ste slišali, potrebujemo javen in dostopen železniški in avtobusni promet kot glavno vodilo za infrastrukturno načrtovanje prihodnosti. Tako je, ne rabimo 6 pasovnic, na katerih bodo ljudje sedeli in izpuščali toplogredne pline, ampak rabimo boljši javni promet, kolesarske steze in tako naprej. Nadalje, vsi infrastrukturni projekti v Sloveniji morajo biti vključujoči, transparentni in kaj to pomeni v praksi od samega začetka, od načrtovanja, od preučevanja problematike, morajo biti vključeni tudi prebivalke in prebivalci, morajo biti vključena civilna družba, nevladne organizacije, ki morajo biti enakopravni udeleženci pri teh načrtovanjih. Nadalje,
Pri izboru izvajalcev so obvezni javni razpisi za vse projekte, ni tega kupčkanja pod mizo in klicanja starih znancev iz jaht v igri in nadalje dopusten je izbor samo nekoruptivnih in etičnih izvajalcev, torej izvajalci, ki spoštujejo delavske pravice in ki dejansko tudi plačajo davke na koncu leta. Zahtevamo dopolnitev 78. člena ustave. V ustavi je dejansko zapisano stanovanje in kot pravica, vendar nikakor ne dovolj ostro. In sicer naš predlog je, da se zapiše, da je primerno stanovanje osnovna človekova pravica in da država mora zagotoviti dostojne bivanjske pogoje vsem prebivalcem. Nadalje, zahtevamo, da se investicije vlagajo oziroma da se sredstva vlagajo v zelene infrastrukturne investicije. Torej, da se takoj prekine vlaganje v projekte, ki uporabljajo ali pa spodbujajo uporabo fosilne energije, ampak da se vlaga v energetsko učinkovite projekte, ki temeljijo na obnovljivih virih energije. Naša dolžnost je, da zaščitimo ne samo to državo, ampak celoten planet za naše potomce. In tudi, če bo zaradi tega kakšna multinacionalka imela kakšen procent manj dobička. Nadalje, zahtevamo 30.000 novih neprofitnih stanovanj do leta 2030. To je popolnoma realna zahteva. Treba je samo kupiti malo manj tankov in 8 kolesnikov za bitke na drugi strani sveta in zgraditi nova socialna in javna stanovanja za rešitev stanovanjske krize, ki najbolj prizadene predvsem mlade in pa starejše. Zahtevamo podporo stanovanjskim zadrugam. Zadružništvo je nekaj, kar smo v Sloveniji nekoč že poznali, pa se zdaj ponovno vrača na različnih področjih družbe in zahtevamo zakonsko podporo in ureditev, tako finančno kot administrativno podporo neprofitnim stanovanjskim zadrugam, ki bodo omogočile ljudem, da se solidarno povežejo in si skupaj ustvarijo dostojne bivanjske pogoje. Nadalje, zahtevamo boljšo definicijo in jasno prepoved oderuških najemnin. Oderuške najemnine morajo biti definirane glede na realno povprečno kupno moč v Sloveniji, zato ker drugih podatkov objektivnih nimamo in jih je treba prepovedati, skratka, in s tem tudi preprečevati gentrifikacijo, ki se dogaja v Ljubljani, pa tudi v drugih mestih. Skratka, stanovanja so za ljudi, ne pa za ustvarjanje dobičkov. In še zadnja današnja zahteva od teh, ki so vnaprej pripravljene, seveda glede na to, da je petek in da se sliši zvok zvoncev, zahtevamo več urejenih kolesarskih stez in sistemsko podporo kolesarjenju kot eni izmed ključnih oblik zelene mobilnosti v prihodnosti. Če pa smo, seveda se vam zdi, da kakšna zahteva manjka, pa imamo kot vedno tukaj tudi tablo z dodatnimi predlogi in bomo zelo veseli vaših dodatnih predlogov na področju svoboda. Ja, svoboda je generalna zahteva. Ravno zato sem rekel, na področju infrastrukture, mobilnosti in pa stanovanjske problematike, svobodo pa absolutno za svobodo se borimo in jo zahtevamo že svojo lastno prisotnostjo. Zdaj pa, preden se lotimo demokratičnega glasovanja, pa še ena pomembna opravek za danes. Namreč, vsi ste lahko spremljali na televiziji blazne viharje v šalicah vode glede nekih grozilnih pisem, ki so se čudežno pojavila na domovih tele strahovlade. Naravnost
Naravnost neverjetno je, kako je možno, da nikakor ne dospejo na te naslove sodni pozivi, nikakor ne dospejo kazni, nikakor ne dospejo odločitve sodišč. To vse se nekje zatakne na pošti, medtem ko je takrat, ko je najbolj prikladno, da se pozabi na druge afere, na korupcijo, na nesposobnost, na nepotrebne smrti, pa se naenkrat pojavijo neka pisma protestna in grožnje. Zato smo se odločili, da je treba to izkoristiti in da je treba izkoristiti tudi to, da imamo končno naslove, kjer ti ljudje dobivajo pošto, in smo pripravili večje število protestniških razglednic, ki niso grožnje smrtjo. Ne gre za grožnje smrtjo, ampak gre za popolnoma jasen poziv, da zaradi korupcije, laži, nesposobnosti, zlorabe epidemije, zlorabe položajev, zaradi več kot 5000 nepotrebnih smrti, spodbujanja sovraštva, nespoštovanja ustave in rušenja pravne države, ta vlada nemudoma odstopi. Tako je, zraven je pa še, kar ni grožnja, ampak je samo dejstvo, zapisana stavek, odgovarjali boste ljudstvu. In to ni grožnja, to je dejstvo, ki ga pravni red in pravna država in ustavna država terja, in to bomo tudi dosegli. Tako da, evo, zdajle se bodo razdelile tele med vami, bomo razdelili tele protestne razglednice, hvala. Bi pa še, Zlatko, ima še eno sporočilo, mogoče, ki bi ga povedal na mikrofon. Eno vprašanje imam. A je kdo za to, da gremo na sprehod do pošte, da oddamo te razglednice? Nisem slišal. A je kdo za to, da gremo na pošto oddati razglednice? To je gremo. Evo, vsak bo dobil razglednico, dajte jih malo razširiti nazaj med ljudi, da se ne gužvamo in da ne ustvarjamo po nepotrebnem tukaj množičnih zastojev. In bomo takole odnesli skupaj tisti, ki ste za razglednice do pošte na Slovenski, in tam potem tudi ob poti, ko se tam ustavimo, še izvedeli glasovanje za prednostnimi glasovi. 4 glasove imate, ki jih lahko razdelite med tele zahteve. Imeli boste pa tudi seveda dostop do kulijev in flomastrov. Na razglednicah je seveda prostor, da se podpišete, da stojite za tem zahtevami ali pa da dopišete tudi še kakšno svojo željo glede tega, kaj ne bi Janša in Tonin naredila. Hojs si bo pa sam poslal tole razglednico, to pa računamo, da se bo zgodil. Tako da, evo, en sprehod je bil napovedan in bo tudi se zgodil. Danes je
Drugo stran, krok obrn. O ja. Super. Hvala. Daš samo malo več privoščiti. Policija že naprej opozarjamo, da gre tukaj na Slovenski
izvrševanje kakršnih kazni in lahko tukaj povsem legitimno poteka tudi protest. Na vaši desni tukaj pred nami se nahajajo zahteve, ki jih lahko, glede katerih lahko glasujete. Ne vem, če imamo flomastre, če jih nimamo, bi bilo super, da se tam pojavijo flomastri in da lahko poteka tako, evo, flomastri so na poti, direktna demokracija poteka in ulice so naše. Flomastri so na poti, flomastri so na poti. Če kdo potrebuje še kakšno razglednico, jo dobite pri zvočniku. So tudi prazne razglednice pri zvočniku, ki jo lahko pošljete tudi kakšnemu drugemu politiku, če hočete. Sicer pa se lahko odločite, ali hočete pisati Toninu ali Janši. Absolutno jim lahko date še kakšna osebna sporočila, vendar brez groženj. 4 glasove razporedite med različna področja skladno z vašimi prioritetami. In računamo, da bodo ta protestniška sporočila naslednji teden na vseh poročilih, da bodo poročali o tem, kako sta Hojs oziroma sta Janša in Tonin dobila protestniško sporočilo, ker je to očitno novica, ki je vredna takih medijskega poročanja. Če še niste glasovali, prosim, glasujte. Bomo hvaležni za vaše glasove in za vaše mnenje. Prostor je tudi za dodatne zahteve. Zakaj? Evo, spet popolnoma jasen prikaz tega, da policija izvaja popolnoma očiten dokaz, da ne gre za upoštevanje cestno-prometnih pravil, ampak da gre za politično motivirano oviranje protestov in preprečevanje protestov. Ljudje imamo pravico uporabljati, nahajamo se v območju mešanega prometa, na katerem imamo pravico biti tudi pešci. To, čemu ste priča zdaj, je policijska represija, ki se jasno kaže. Nikakršnega razloga ali argumenta nimajo, da bi popisovali ljudi. Nahajamo se v skupnem prometnem prostoru. Skupni prometni prostor je tukaj. Skupni prometni prostor. Tukaj lahko jasno vidimo, kako se dogaja pritisk na enega človeka. Kdorkoli je podpisan ali pa dobil
da bo se vedel, kdo se Slovenska cesta je skupni prometni prostor in zdaj se pokaže se jasno na tej točki, da ne gre za urejanje prometa, da ne gre za zaščito, ampak da gre za politično motivirano represijo in poskus je naletel na mene. Od tolikih ljudi. In gospod policist pravi, da ne ve, kdo sem jaz. Ne mogo vedeti. Če se ne pogovarjam z nami, novinarjem. Čigave so ulice! Čigave so ulice! Na tej točki še pomembna informacija. 12. novembra bo potekal vseslovenski shod za prihodnost. 12. novembra bodo ljudje iz cele Slovenije, vse nevladne organizacije, celotna civilna družba združena na Trgu Republike in pa na ljubljanskih ulicah, da skupaj pokažemo, kakšno prihodnost želimo in da predamo vsem strankam naše zahteve. Zapomnite si ta datum, petek 12. novembra, čez 14 dni vas rabimo vse na ulicah, vas rabimo vse, da obvestite svoje prijatelje, znance, sorodnike in da skupaj pokažemo in potrdimo to, da ima v Sloveniji oblast. Kdo ima oblast? Ljudstvo! Kdo? Tako je. Nima oblasti Janša, nima oblasti Hojs, nima oblasti Olaj in nima oblasti uniformirana sila, ki izpolnjuje njihove ukaze. Oblast ljudstvo in ljudstvo ima pravico na ulici izražati svoje nezadovoljstvo s to vlado. Ne bodo nas ustrahovali, ne bodo nam preprečili tega, da izpolnjujemo svoje ustavno zagotovljene pravice. Bravo vsem udeležencem, bravo vsem, ki vztrajate že 80 tednov, bravo vsem, ki ste glas upora, ki smo glas upora in ki bomo vztrajali, dokler bo treba. Video. Od nekdaj je tu prostor za proteste, trg, park ali ulica ali gora ali reka. Lahko se protestira tudi v gorah, ne glede na planinski pravilnik. Imamo pravico se izražati in izražati svoje neodpravljanje na to vlado. Tudi v gorah, še posebej pa na mestnih ulicah. To so pravice, ki niso bile podarjene, ampak so bile izborjene in zgleda si jih moramo leta 2021 ponovno boriti za njih in ne popuščati. Ja, po potrebi lahko tudi se premaknete levo ali desno, ampak naša... Kaj, aha, kje je zdaj solzivc? Čakamo na solzivc, policisti, čakamo na solzivec. Na vodni tok. Prehod za pešce je tukaj
Zakaj uvirate promet, Madonna? Ja, pa kaj za vaše pravice borimo. Imate se pametni reči. Prišli boste vsi na vrsto. Verjemite, da boste vsi prišli na vrsto. Tam takrat se nam več borili za vrsto. Policisti, zamislite se malo nad sabo. Ljudi ne morete ustaviti. Ne morete ustaviti tega, da se ljudje izražajo v javnem prostoru. Lahko samo izpadete neumno in se kompromitirate po navodilih ljudi, ki jim je vseeno za vas, ki jim je vseeno za ugled policije, ki jim je vseeno za policijsko prisego. In ponovno, kdorkoli bo dobil kakršnokoli kazen na podlagi današnjega protesta, naj jo posreduje pravni mreži za varstvo demokracije. Na vsako kazen se bomo pritožili in pravna mreža je že po prejšnjem petku dala jasen izjavo, da gre za oviranje, protizakonito oviranje protesta, mirnih, nenasilnih, legitimnih protestov. Evo, pokazali smo, da se protesta ne da ustaviti, da protest bo potekal tam, kjer se bodo odločili ljudje, ne pa tam, kjer nam bo diktirala policija, diktatura ali strahovlada. Bravo vsem!
mornarico, tudi v tem primeru bodo posredovali z Upravne mreže za varstvo demokracije. Mi pa smo danes tukaj izpolnili svoje poslanstvo, izpolnili svojo misijo, pokazali, da si lahko vedno znova izborimo javni prostor in da nas potem nihče ne sme ovirati. Se vidimo naslednji petek in pa predvsem 12. novembra, čez 2 tedna ob 5. popoldne, ko bomo organizirali oziroma ko se bo zgodil vseslovenski shod za prihodnost, za svobodo in proti tej kriminalni strahovladi. Smrt janšizmu! Smrt janšizmu! In pa volitve! 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 Tako je. O rezultatih glasovanja boste lahko spremljali preko Facebooka in preko drugih socialnih omrežij. Hvala za danes. Evo, pošta kombi že pelje naša sporočila Janši in Toninu. Dajte prostor za kombi, da bo lahko dostavil naše protestne razglednice čim prej na naslov, kamor morajo iti, da bodo varno dospele. Hvala vsem skupaj. In se vidimo naslednji teden. Na Trgu Republike 12. novembra. 15. Reč to do. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, now, stand by me. Stand by me. Stand by me. If the sky that we're looking for should tumble and fall, and the mountain should crumble